Pozdravljeni. Želje so ena taka čudna reč. Zakaj? Vsak izmed nas najbrž ima vsaj eno željo ali pa veliko želja. In kaj se zgodi, ko se ta želja izpolni? Recimo, da si želimo novega avta. In čez leto dni se nam ta želja izpolni. Kaj se zgodi? Na začetku, vsaj na začetku, občutimo to veselje, hvaležnost, radost in morda tudi lepoto vidimo v življenju, ki je prej nismo. In vse te notranje dobrine trajajo nekaj časa. Sčasoma, mogoče že čez kak teden ali pa mesec, začenja vse to, kar smo navidezno dosegli s tem, ko se nam je želja izpolnila, začne počasi upadati. In čez leto dni ostanemo z novim avtom, ki nas več ne veseli toliko ali pa skoraj ne več, kot nas je tisti prvi dan, tiste prve dneve, ko smo ga dobili. In seveda, logičen sklep bi bil, da si umislimo še eno željo in tako potešimo naše notranje manjke. In seveda, ko se naslednja želja spet uresniči, smo spet za nekaj časa navidezno izpolnjeni. Ja. In tako, kot berač, na nek način, beračimo iz ene želje na drugo, na tretje, četrto, pa spet na začetek, pa naprej in krožimo, dokler ne opazimo, dokler si ne priznamo, da dejansko nam te želje ne morejo dati tistega, česar si v resnici želimo. Kar si pa želimo, je vedno, od vedno in za vedno bilo znotraj nas. In tega od zunaj, vsaj za dolgi rok ne, kaj šele za večnost, ne moremo nikoli doseči. Vse, kar nam te zunanje želje za nekaj časa dajo, si dejansko damo mi sami. In če želimo, da to ostane za vekomaj pri nas, moramo opraviti notranje delo oziroma na nek način preprogramirati naše programe, ki so tukaj zgoraj. In potem lahko hitro si priznamo, da z željami ne bomo nikoli dosegli v polnosti tistega, kar si želimo. In iz tega lahko hitro sklepamo, da morda želje niso prava pot.
Izkaže se, da od vseh želja se izplača imeti samo eno željo. In ta želja je, oziroma se glasi, da nimamo več želja. In da smo srečni, zadovoljni, izpolnjeni, lahko tudi brez zunanjih vzdržljajev in daril. Vse to moramo najti v sebi in ko najdemo, ostane pri nas za večno. Hvala.